Peugeot je v enem najbolj priljubljenih segmentov, kjer vlada neusmiljena konkurenca, vrgel karte na mizo. Predstavili so novo generacijo modela 208 in vanj vložili domala vse svoje znanje. Rekli so, to je to, kar znamo, to je to, kar zmoremo. Bo to dovolj, da ga slovenske voznice in vozniki postavijo pred Clio? Serija 200 je za Peugeot izjemno pomembna. Od leta 1929 je bil med kupci najbolj priljubljen model 206, ki je bil izdelan v več kot 8 milijonih primerkov. Slovenski kupci so si jih privoščili več kot 23 tisoč. Vsem modelom iz serije 200 je skupno, da je zanimiv dizajn ena izmed prioritet. A verjetno nobeden med svojimi vrstniki še ne izstopal toliko kot prav tale. Novi 208 izgleda odlično. Z boka, od zadaj in od spredaj. Predvsem maska je tista, ki avtu daje drzen karakter in tega je nezgrešljivo prevzel od kralja živali. Tega, ki se nahaja v samem logotipu vozila. Samo poglejte ta dva čekana. Pri vozilu z nivojem opreme Allure smo pogrešali žaromete v polni LED tehnologiji, a ti so na voljo šele z višjim nivojem opreme GT-Line. Ti svetijo precej bolje in ponoči nudijo več varnosti, obenem pa z dodatnimi svetlobnimi detajli poskrbijo še za večjo privlačnost vozila. K dinamičnemu in kompaktnemu videzu vozila prispevajo tudi mere. Novi 208 je od predhodnika daljši, širši in nižji. To pa bi moralo nekaj pomeniti tudi za prostornost v notranjosti in vozne lastnosti. Notranjost vozila je za ta segment zasnovana izjemno domiselno, da ne rečemo futuristično. Gre za bogastvo oblik, detajlov in različnih materialov. Tudi odlagalnih mest je v izobilju. Izstopa predvsem osrednji predal pod stikali, ki ga lahko priročno odprete in na vratca postavite mobilni telefon. Lahko ga opremite tudi s funkcijo indukcijskega polnjenja. Je pa zanimivo, da je Peugeot v notranjosti uporabil toliko klavirske plastike, sploh na površinah, ki se jih moramo dotikati. Na pogled sicer zelo lepo, a pripravite se na stalno brisanje prahu in prstnih odtisov. Srce notranjosti predstavlja 3D zaslon pred voznikom, ki informacije prikazuje v dveh nivojih. Gre za zelo privlačno in pregledno rešitev. Prikazane informacije lahko po želji prilagajamo, zaslonu pa zaradi zanimivega koncepta ne zamerimo niti nekoliko počasnega delovanja. Naš testni avto je opremljen tudi s 7-palčnim zaslonom na dotik, ki pa ne predstavlja vrha Peugeotove ponudbe. Tako je povsem korekten, ampak nič posebnega. Najboljša funkcija je, da ga lahko povežemo s storitvama Android Auto ali pa Apple CarPlay. Na področju prostornosti novi 208 po številkah nekoliko zaostaja za konkurenti. Recimo prtljažnik je s 311 litri skoraj za četrtino manjši kot pri Clio, a v praksi večjih pomanjkljivosti nismo zaznali. Morda še najbolj na zadnji klopi, kjer bodo 3 visokorasle osebe pač težko sedele, a to je za ta segment povsem normalno. Če v tem segmentu Fiesto označimo kot športno, Peugeot 208 pač to ni. Pravzaprav je nasprotno. Gre verjetno za najbolj udoben avtomobil tega segmenta. Podvozje je zasnovano zelo mehko in odlično požira cestne neravnine ali pa hitrostne ovire. In ko smo že pri vožnji, nikakor ne moremo mimo vozniškega položaja, ki ga narekuje Peugeotjev iCockpit. Ta med vozniki vedno deli mnenja. Z njimi imajo težave predvsem višje rasle osebe, saj volan hitro konča med koleni. Merilnike namreč gledamo nad volanskim obročem in ne vmes, kakor to velja v primeru ostalih avtomobilov. Sam sem kljub specifiki uspel najti vozniško pozicijo, ki mi je všeč, a treba je dodati, da bolj za vsakodnevne opravke. Za športno vožnjo bi si želel volan vseeno nekoliko višje. Karakter vozila tako ne more biti športen, je pa vseeno živahen. Predvsem zahvaljujoč lahkotnosti vožnje, ki jo omogoča ta majhna masa vozila in prožen 1,2-litrski turbobencinski motor. Trivaljnik je s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom na voljo s 100 konjskimi močmi, ki za dinamiko tovrstnega vozila povsem zadostujejo. Na voljo je sicer tudi različica s 130 konjskimi močmi, ali s samodejnim menjalnikom, kar pa bo vaš avto podražilo za vsaj 1800 evrov. Pohvaliti moramo tudi ročni menjalnik, ki je eden najboljših v segmentu in s tem zagotovo prava izbira. Navdušila nas je predvsem mehkoba prestavljanja, ki je zelo preprosto in tekoče, pa tudi prestavna razmerja so optimalna. Dodajmo še podatek o porabi goriva, ki je v primeru našega testnega vozila znašala 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar avto na našem testnem krogu uvršča v zlato sredino med primerljivimi vozili. Na področju asistenčnih sistemov je 208 povsem v koraku s časom in po naprednosti prekaša tudi marsikaterega predstavnika višjih segmentov. Za varnost voznika in potnikov je tako dobro poskrbljeno, morda malo manj le za kakšno cvetlično korito na parkirnem prostoru, saj je kakovost vzvratne kamere precej slaba.
Cena našega testnega vozila znaša dobrih 17 000 evrov, približno 2000 ceneje pa bo šlo v primeru Peugeot financiranja. Vstopni 208 je sicer na voljo za 13 500 evrov. Pod črto, Peugeot je v natrpan segment pripeljal vročega tekmeca, ki navdušuje z drznim slogom, naprednimi tehnologijami in visoko mero udobja v vožnji. Brez posebne pomanjkljivosti novi 208 že žanje nagrade. Tako je nedavno postal evropski avto leta 2020. Za prikaz glavnega razloga za zmago pa bi našemu testnemu avtomobilu morali pridružiti še dva modela. Peugeot 208 je namreč poleg takšne, bencinske, po kateri bo poseglo največ kupcev, na voljo tudi v dizelski in za nameček še popolnoma električni različici. Prav ta moč izbere med različnimi pogoni za različne potrebe voznikov je po našem mnenju tista, ki temu modelu napoveduje dolgo in svetlo prihodnost. Priporočamo! Da sem te posnet.